Povedali so nam, da je bila Artemis 1 preprost testni polet na Luno, vendar dejanski podatki, ki jih je vrnila kapsula Orion, pripovedujejo grozljivo zgodbo. Ni našla le kraterjev. Prva misija je zabeležila ravni sevanja, ki niso bile le primerljive z obdobjem Apola. Bile so skoraj 5-krat višje. Odkrita je bila toplotni ščit, ki odpoveduje, medtem ko so NASIni orbitarji kartirali območje pristanka na Južnem polu, ki ga že cilja Kitajska. Luna ni več prazna meja. Je geopolitični sod smodnika in celo NASIna lastna poročila nakazujejo, da morda pristanka ne bomo preživeli. NASA je prenašala lunarne posnetke nazaj na Zemljo prek svoje standardne globokovesoljske mreže. Toda v orionski kapsuli se je odvijala povsem drugačna zgodba, takšna, ki je prenos ni pokazal. Za sodobno oko so ti posnetki dokazovali, da je lahko naslednja doba poletov v vesolje hitrejša, jasnejša in na videz varnejša kot misije iz 60. in 70. let. Toda za vsem tem spektaklom so orionski senzorji spremljali nekaj veliko bolj starodavnega, veliko bolj nevarnega kot katerakoli tehnična okvara. Sevanje. Zunaj Zemljinega magnetnega ščita ni prostora za napake. Vesoljske agencije in njihovi znanstveniki vedo, da je lahko napačno ravnanje s sevanjem katastrofalno. Vsak izbruh Sonca, vsak kozmični žarek iz globokega vesolja prodre skozi meso in človeške kosti. Tudi če astronavti preživijo izbruhe, lahko začnejo odpovedovati naprave, ki jih ohranjajo pri življenju. Še posebej, ker sodobna vesoljska plovila tako zelo temeljijo na računalniški tehnologiji. Edini pravi način, da ugotovimo, kako bodo ti sistemi delovali v vesolju, je, da jih preizkusimo na misijah. Toda v vesolju običajno nimaš druge priložnosti. Potovanje skozi Van Allenove pasove pomeni soočenje z oblaki elektronov in protonov, ujetih blizu Zemlje. Toda onkraj tega, skozi Zemljino magnetosfero pa obstaja nevarnost sončnih neviht. V igro stopijo delci z višjo energijo, potencialno smrtonosni kozmični žarki, ki potujejo s svetlobno hitrostjo in lahko raztrgajo človeško DNK na koščke. Hollywood prikazuje vesoljska plovila, ki brez napora drsijo skozi vesolje, ne pa popolnega strahu pred nevidnim napadom delcev, ki lahko ohromijo tako misijo kot ljudi v njej. In če želimo raziskovati vesolje še globje, z daljšimi misijami na Luno ali potovanji na Mars, bo to pomenilo, da astronaute vržemo v svet kozmičnega kaosa. Dobra novica je, da smo se nekaj naučili. Ena najpomembnejših lekcij je prišla iz senzorjev za sevanje na Artemis 1. Znanstveniki so odkrili, da je rotacija vesoljske ladje za 90 stopinj med prehodom skozi Van Allenove pasove zmanjšala izpostavljenost sevanju za približno polovico. Na tej prvi misiji so bili člani posadke lutke. Tisoči senzorjev v teh fantomskih vesoljskih lutkah, ki so imele mehka tkiva in notranje organe, so pokazali, da je bila rotacija podobna obračanju ščita proti prihajajoči vesoljski nevihti. Senzorji so pokazali kruto resničnost vesolja, pokazali pa so tudi, da obstajajo načini za zmanjšanje vedno prisotne nevarnosti. Posnetki so izgledali popolno, a so prikrivali temnejšo resničnost. Do 35 milisievertov sevanja na rutinski misiji. Desetletja so bile najbolj smrtonosne resničnosti vesolja skrite v ozadju, zdaj pa poznamo resnico. Postaviti si moramo vprašanje, kako so astronauti na misijah Apollo preživeli? Še posebej v času, ko so znanstveniki vedeli veliko manj o potovanju v vesolje, oprema pa je bila po današnjih merilih zastarela. Medtem ko je bila javnost zaskrbljena zaradi okvar sistemov ali eksplozij, je bila sevanja vedno med glavnimi skrbmi NASA. In to je bilo pred več kot 50 leti, ko so znanstveniki delali z logaritmičnimi računali in primitivnimi računalniki. Del razloga, da so se astronauti vrnili v dobrem zdravju, je bila preprosto sreča. Misije Apollo na Luno so potekale v obdobju, ki so ga znanstveniki poimenovali kot razmeroma mirno fazo sončnega cikla. Njihov čas potovanja je bil prav tako kratek, kar je omejilo izpostavljenost sevanju. Če bi medtem, ko so bili zunaj Zemljinega magnetnega ščita, izbruhnila velika sončna nevihta, bi bila zgodovina morda zelo drugačna. Čas je pomemben. NASA je to vedela že takrat, zdaj pa to razume še veliko bolje. Sonce se giblje skozi cikle aktivnosti, vendar lahko z moderno napovedno tehnologijo ocenimo, kdaj bi bilo najvarneje zapustiti nizkozemeljsko orbito. Edina težava je, da NASA in strokovnjaki za Sonce in vesoljsko vreme odkrito priznavajo, da ne vedo, kako nastanejo najmočnejši in najbolj smrtonosni izbruhi, zato jih ne morejo napovedati. Astronauti iz obdobja Apola so to naredili videti enostavno. Tako enostavno, da so nekateri dvomljivci o pristanku na Luni v prihodnosti pogledali podatke o sevanju in niso hoteli verjeti, da so ljudje sploh kdaj šli na Luno. Med Apollom 17 so astronautski dozimetri zabeležili razmeroma skromno izpostavljenost sevanju, približno 5,5 milisievertov v 12,5 dneh.
To je obvladljivo po standardih vesoljskih poletov. CT prsnega koša lahko vključuje več milisievertov. Za akutno sevalno bolezen so običajno potrebni precej višji kratkoročni odmerki. Toda Artemis 1 je prinesel podatke, ki kažejo na precej višji skupni odmerek med misijo, približno 26 do 35 milisievertov v 25,5 dneh. Misija je trajala skoraj dvakrat dlje, vendar je bil odmerek skoraj 5-krat večji. Toda Apollo je uporabljal le nekaj dozimetrov, Artemis pa je uporabil laboratorij poln senzorjev. Isti prostor, različna merila. To je naredilo razliko. Vesolje ni nenadoma postalo bolj nevarno. Prava lekcija je preprostejša. Dalj časa kot ljudje ostanejo zunaj Zemljinega magnetnega ščita, višji je odmerek. Toda to velja, ko gre na krajših misijah, vse po načrtih. Ocenjuje se, da bo povratna misija na Mars astronaute izpostavila približno 1000 milisievertom, kar je precej nad varno karierno mejo, ki jo določa NASA. In že en sam dogodek sončnih delcev, SPE, kot je masiven izbruh na Soncu, bi lahko v nekaj urah povzročil več kot 1000 milisievertov. Tukaj nastopijo sodobni varnostni mehanizmi. Podatki iz programa Artemis prikazujejo veliko podrobnejšo sliko kot kadarkoli prej. Tudi preprosti manevri, orientacija, postavitev zaščite in pot skozi pas lahko med misijo drastično spremenijo raven sevanja. In sodobne vesoljske ladje imajo zaklonišča za sončne nevihte. Astronauti lahko preuredijo notranjost vesoljske ladje in preživijo nevihto v območjih, kjer ne bodo utrpeli akutnega sevalnega sindroma. Zasnovan je tako, da ohranja odmerek sevanja okoli 35 milisievertov v normalnih pogojih in pod 150 milisieverti znotraj zatočišča med sončnim dogodkom. In če astronauti nosijo svoje astroradiopiče, lahko to pomaga zmanjšati odmerek. To astronautom kupi nekaj časa, a žal ne spremeni zakonov fizike. Nevarnost je vedno prisotna. Če bomo nekoč zgradili baze na Luni, bomo potrebovali veliko več kot le jopiče na svojih telesih. NASA-jeva skupina za analizo vesoljskega sevanja, ali SRAC, je odprto razpravljala o izrednih načrtih za prihodnje lunarne misije. Vključevali so razvijanje novih vrst zatočišč pred delčnimi nevihtami, ko plovilo zajame nevihta delcev. Toda vprašanje je, ali bodo delovala. To je pač dejstvo vesoljskih potovanj. Če gre kaj narobe, lahko gre zelo narobe. Silovitosti vesoljskega vremena se ne moreš popolnoma izogniti. In, kot je NASA nedavno odkrila, nikoli ne veš, ali bo nekaj, kar si preizkusil na Zemlji, delovalo tudi med letom. Vzemimo za primer Orionov toplotni ščit. Ob vstopu v Zemljino atmosfero s hitrostjo do 40.000 km/h se zrak pred vesoljskim plovilom silovito stisne. To povzroči trenje in toploto, ki lahko doseže do 2700 stopinj Celzija. Brez zaščite bi bilo vesoljsko plovilo izpostavljeno izjemnim razmeram, ki bi lahko povzročile katastrofalno odpoved in izgubo kabine. To je ključna sestavina preživetja. Tako so po misiji Artemis 1 revizorji NASA razkrili, da so se pojavile kritične težave. Kritične v smislu, da bi lahko bile smrtonosne, če jih ne bi odpravili za prihodnje misije. Javnost je ostala blaženo nevedna, da je NASA naletela na zelo resen problem. Trenutni ščit na Orionu uporablja Aucode, žrtveni material zasnovan tako, da v nadzorovanem procesu zgori. Vsak let pomeni nov krog vzdrževanja. Ena sama spregledana napaka se lahko spremeni v smrtonosno okvaro. To je tisto, na kar je NASA opozorila v svojem poročilu OIG, IG-24-011. Inženirji so po ponovnem vstopu Oriona v Zemljino atmosfero na misiji Artemis 1 ugotovili, da je bilo material zaščitnega ščita odkrušen na vsaj 100 mestih. Opravilo je svojo nalogo, vendar se Aucode ni obnašal tako, kot je NASA predvidela. Deli z oglenele plasti so razpokali in se odlomili v drobcih, kar je pustilo sled ostankov. Poročilo je navedlo, da bi to lahko, citiram, predstavljalo znatno tveganje za varnost posadke. Še huje pa je, da bi lahko ostanki poškodovali padalo, ki je potrebno za pristanek. NASA je uporabila še nikoli prej preizkušeno tehniko ponovnega vstopa, imenovano preskočni vstop. Namesto, da bi vesoljsko plovilo naravnost padlo skozi atmosfero, se je odbilo od nje z aerodinamičnim vzgonom, da je znova odskočilo navzven. Drugič je vstopilo počasneje, tako da je lahko natančno zadelo območje pristanka v Tihem oceanu. Na papirju bi moral biti pristanek veliko natančnejši, kar bi zahtevalo manj sredstev za izvlek posadke iz vode. In ker sta dva dogodka namesto enega, se zmanjša pospešek. Torej, počasnejši pristanek ni le natančnejši, ampak tudi varnejši. Edina težava je bila, da ni šlo povsem po načrtih. Aucode ni zdržal dodatnega odboja. Toplotni ščit se je segrel, ohladil in nato ponovno segrel. Notranji pritisk se je povečal, kar je povzročilo razpoke. Agencija je povedala, da so bili podatki o temperaturi v kabini povsem znotraj meja, okoli 24 stopinj Celzija. Toda ali je NASA skrivala grozljivo resnico?
Če bi NASA to omalovaževala, bi obstajala velika možnost, da bi se lahko zgodila še ena nesreča, kot je bila Challenger. Neodvisni pregled je potrdil ugotovitve NASA. To je bilo veliko olajšanje, vendar ni izbrisalo resnice. Eden najpomembnejših varnostnih sistemov Oriona se je obnašal nepričakovano. To je prav takšno inženirsko presenečenje, ki se je NASA najbolj boji. Ponovni vstop v atmosfero ne dopušča napak. Ko kapsula doseže atmosfero s hitrostjo povratka z Lune, ni več varne prekinitve, ni druge priložnosti. Torej tokrat nevarnost ni bila galaktično sevanje, temveč povsem običajna človeška napaka. In ljudje so tudi razlog, zakaj bodo Luna in njeni naravni viri povzročili povsem drugačno vrsto eksplozije – geopolitično. Včasih je bilo potovanje v vesolje tekmovanje med dvema političnima silama, ZDA in Sovjetsko zvezo. Danes pa novi boj ni več v tem, kdo bo hodil po Luni. Gre za kolonizacijo. In tokrat Sovjeti niso več tekmeci Amerike, temveč Kitajska. Luno so poimenovali zakladnica virov in obe državi si želita priti tja prvi, ter si zagotoviti te zaklade. Kitajska pošilja lastne lunarne orbiterje, pristajalnike in roverje, kar je zelo drago. Medtem pa ZDA izkoriščajo inovacije zasebnega sektorja prek podjetij, kot je SpaceX. In z mednarodno koalicijo približno 60 različnih držav, ki pomagajo, ima veliko podporo. Torej imajo ZDA denar, vire in prijatelje. Kitajska ima voljo in odločnost ter eno vlado, ki sprejema vse odločitve. Ta zadnji del je pomemben. Enoten sklop pravil lahko pomenijo, da se stvari opravijo hitreje. Ampak ni tako, da bi ZDA in Kitajska želele kolonizirati celotno Luno. Osredotočeni so le na en del, na nekaj mest blizu Južnega pola, kjer bi sončna svetloba, teren in možen dostop do vodnega ledu morda omogočili gradnjo naseljenih luninih baz v bližnji prihodnosti. Verjame se, da je tam vsa voda. Voda pa bo potrebna za začetek kolonije. Kar NASA imenuje trajno zasenčena območja ali PSR-ji, naj bi bila idealna za izkoriščanje virov. Tam bodo našli tudi energijo potrebno za napajanje baz. Vendar pa ni le južni pol Lune tisti, kjer bodo želeli postaviti svojo bazo. To je posebno območje okoli tako imenovanega kraterja Shackleton, območje, ko približno 21 km. Verjame se, da višje ravni vodika v kraterju, ki so jih že zabeležili, pomenijo, da je tam ves led. Toda kaj natančno je tam spodaj, bo treba še ugotoviti. To je namen gradnje baz. Z globino približno 4,2 km je to še vedno skrivnost, ki jo je treba razvozlati. Toda za skoraj stalno sončno svetlobo na nekaterih delih roba kraterja bi bilo morda mogoče zgraditi objekte s sončnimi celicami. To je zadnja meja sodobnega raziskovanja in program Artemida je odločen, da bo prvo lunino postojanko zgradil pri kraterju Shackleton. Toda kitajski projekt Chang'e 7 je prav tako izbral ta krater za mesto postojanke. Obe državi že določata območja zanimanja za prihodnje aktivnosti zunaj plovila. Če pa je že samo vesoljsko potovanje nevarno, raziskovanje kraterja Shackleton prinaša nov nabor smrtonosnih nevarnosti. Deli roba so strma pobočja, obsijana s sončno svetlobo, medtem ko se tik za njimi spuščajo strmi padci v temo, kamor sončna svetloba morda ni segla že milijone let. Gradnja kakršnekoli postaje tam bi bila nevarna in draga. Ameriška študija, ki je preučevala pristajalna mesta, je kot popolnega kandidata določila raziskovalno območje s polmerom eno več 9 km, ki je bilo označeno kot najboljši vrh v bližini Shackletona. To je majhen košček zemlje, Kitajska pa ga želi tudi. Ni objavila natančne lokacije, kjer namerava postaviti bazo, vendar je malo dvoma, da gre za isto mesto, kjer bodo začeli graditi Američani. Torej, ko se stvari začnejo odvijati, ali lahko ZDA in Kitajska mirno sobivata? Strokovnjaki že pravijo, da bo tista stran, ki bo prva vzpostavila svojo bazo, določila red v vesolju za naslednje stoletje. Nadzorni organ pri NASA poroča, da bi lahko NASA zdaj izvedla pristanek na Luni nekje leta 2028 v okviru Artemide 4 ali 5. Leta 2026 so ZDA napovedale, da bodo v 10 letih vzpostavile prvo stalno naseljeno bazo zunaj Zemlje. Zato so namenile $20 milijard. Kitajska je sporočila, da bo, citiram, do leta 2030 poslala ljudi na Luno. Sankcije niso Kitajske prav nič upočasnile. Chang'e 4 je pristal na oddaljeni strani Lune leta 2019 kot prva misija na to stran Lune v zgodovini. Leta 2024 je postala prva država v zgodovini, ki je prinesla vzorce z oddaljene strani Lune. In zdaj Kitajska namerava sodelovati z izkušenimi Rusi pri gradnji Lunine raziskovalne postaje, oziroma ILRS. Gradnja se bo začela leta 2028, pri čemer bo sodelovalo še 11 drugih držav.
ZDA in Kitajska se še nista zapletli v besedno vojno glede svojih luninih ambicij, vendar je NASA priznala, da je Kitajska geopolitična tekmica, ki izziva ameriško vodstvo na področju vesolja. Ne mine leto, da ne bi bilo dokazov o tem tekmovanju. Leta 2011 so ZDA Kitajski prepovedale sodelovanje na mednarodni vesoljski postaji. 10 let kasneje je Peking izstrelil svoj lasten lebdeči laboratorij, Tiangong oziroma nebeško palačo, in leto kasneje je bil operativen z izmenjujočimi se posadkami. Sporočilo Kitajske je bilo jasno: mi bomo prvi prišli tja. Jared Isaacman, vodja ameriške vesoljske agencije, pravi, da tega ne bo dopustil. Kitajsko je imel v mislih, ko je rekel: naredili bomo vse potrebno, da se vrnemo na Luno in nikoli več nikomur ne dovolimo, da jo prevzame. Medtem ko si obe državi prizadevata vzpostaviti bazo na istem območju, načrtujeta tudi čim večji izkoristek Lune. To vključuje tudi pod površjem. Raziskovalci so nedavno povedali, da bi lahko obstajal ogromen podzemni kompleks jam, ki bi ga lahko preoblikovali v bazo. Približno 150 metrov pod površjem je območje, dolgo 262 čevljev in široko 45 metrov, kar je približno velikost 14 teniških igrišč. Domnevajo, da gre za prazno lavno cev, zato bi bila jama lahko idealen kraj za ljudi, da se zatečejo pred izjemno surovim lunarnim okoljem. Če bi astronavti lahko vstopili, bi lahko preučevali kamnine in tako bolje razumeli nastanek Lune. Še bolje, tam spodaj bi lahko bila voda, ki bi ZDA dala prednost pri prizadevanjih za kolonizacijo. Na Luni je bilo zabeleženih vsaj 200 takšnih jamskih kompleksov in katerikoli izmed njih bi lahko služil kot baza, če je strukturno stabilen. A ne bo lahko. Pobočja so polna grušča. En napačen korak bi lahko sprožil plaz na ljudi spodaj. Spustiti se več kot 100 metrov globoko in se nato vrniti nazaj bo prav tako predstavljalo velik problem. A nič ni bolj zanimivo kot območje okoli bazena Južni pol Aitken. V bližini zviri bogate južne polarne cone je to največji krater na Luni s premerom 2600 km in skoraj 6 do 8 km globine. Kitajska je tam pristala s vesoljskim plovilom leta 2019, ko je misija Chang'e-4 pristala znotraj bazena. Toda Združene države so prišle do drugačnega odkritja, ko je NASA-jeva misija Grail zaznala ogromno zakopano maso pod bazenom, za katero ocenjujejo, da je približno 5-krat večja od Havajskih otokov. Nihče ne ve, kaj je to. Morda gre za material iz globokega plašča, ki je bil potisnjen na površje, ali pa za ostanke asteroida, ki je pred 4 milijardami let trčil v Luno. Kakorkoli že, lahko je bogata s kovinami, a Luna morda skriva še druge skrivnosti. Obstajajo tudi druge lavne cevi, ki so dovolj velike, da bi lahko v njih prebivale cele soseske. V Mariuskih gričih ocene kažejo, da se predori raztezajo več 10 milj z dovolj velikim volumnom, da bi lahko tekmovali z deli Manhattna. In to spremeni vse. Ker za inženirje to niso le vesoljske jame, to so temelji podzemnih mest. Je prostor za industrijo, kmetijstvo, laboratorije in sčasoma naselbine. Morda so odgovor na življenje na Luni najvarnejši kraj ali vsaj ena najvarnejših znanih naravnih zavetišč. Te jame bi bile prelomnica v svetovni zgodovini. A obstaja ena velika ovira, ki stoji na poti, in to je droben prah. Natančneje, lunin prah. Pristanek na Luni je vse prej kot preprost. Na lunini površini ni nobene blažilne plasti, ni vremena, ni zraka, ni česar, kar bi razpršilo izpušne pline. Samo lunin regolit, plast ostrega stekla, podobnega prahu, ki je nastajal milijarde let. Prav ti ostri robovi mu dajejo tisto, kar znanstveniki imenujejo elektrostatična lepljivost. In najhujše je, da je zloglasen potem, da prodira v stroje. Na misijah Apollo so se astronauti pritoževali, da se je prijemal na njihove skafandre, praskal njihove vizirje in zašel v tesnila. Kamorkoli je šel, se je prilepil. Leta 2024 je Intuitive Machines Odysseus postal prvo ameriško vesoljsko plovilo, ki je mehko pristalo na Luni po Apollu. In ko je padla lunarna noč, se je izklopil točno po načrtu. A da se je prevrnil na bok, to zagotovo ni bilo načrtovano. Pisala se je zgodovina, a ne tako, kot je upala NASA. Teorija je bila, da je Odisej morda z eno nogo zadev v razpoko. Morda je tudi potoval prehitro. Prah ni bil edini vzrok, a je vse spomnil, da so rezerve pri pristanku na Luni zelo majhne. Kaj pa se zgodi, če gre kaj narobe, ko astronauti prehajajo med vozili? Vesoljsko plovilo Orion ni le še ena kapsula. Zgrajeno je bilo za globoko vesolje, z dodatno zaščito in poudarkom na ohranjanju življenja posadke. A SpaceXov sistem za pristanek s posadko je drugačen. Zaznovan je za učinkovito uporabo mase, prostornino tovora in doseganje lunine površine. Eden se obnaša kot močno zaščitena komandna kapsula.
Drugi je bolj podoben velikemu transportnemu vozilu, optimiziranemu za tovor, in ta razlika se pokaže že v sami strukturi. Orionova zaščita, podobna tankovskemu oklepu, nudi približno 50 gramov zaščite na kvadratni centimeter, medtem ko je Starshipova lažja, balonu podobna zunanja plast, bližje 3,2 grama na kvadratni centimeter. Kar se tiče sevanja, pomaga debelejši material med posadko in vesoljem. Toda razmere se spremenijo, ko astronavti prehajajo iz enega vozila v drugo. To pomeni, da najbolj izpostavljeni trenutki lunarne misije morda niso na površju. To so lahko vmesni trenutki, kot so priklop, prenos posadke in gibanje skozi minimalno zaščitena območja. S tem se sooča NASA. Ne gre le za zamujene urnike, temveč za nešteto možnosti napak na vsaki ključni ravni misije. Prah, prehodi med vozili, ohlapne plošče, karkoli lahko gre narobe. In to niso le ugibanja. Lastno nadzorno telo NASA poroča, da ima kampanja za vrnitev na Luno težave. Urad za odgovornost vlade ZDA, GAO, je v svojem pregledu za leto 2024 opozoril, da Artemis 3 verjetno ne bo pristal leta 2025, kot je bilo prvotno načrtovano. In resni. Razlogov je bilo več, vključno z agresivnim razvojnim načrtom, velikimi zamudami SpaceX-ovih mejnikov HLS in stalnimi težavami z oblikovanjem skafandrov. GAO je dodal, da bi se, če bi razvoj potekal po povprečni časovnici večjega projekta NASA, Artemis 3 verjetno zamaknil na začetek leta 2027. Pravila za Luno še niso določena in sčasoma bi lahko postala še bolj zapletena. Trenutno države delujejo na podlagi prostovoljnih sporazumov, imenovanih sporazumi Artemis. V njih piše, da morajo misije spoštovati zgodovinska pristajana mesta in se izogibati medsebojnemu oviranju. Uvedli so tudi zamisel o območjih prepovedi vstopa okoli aktivnih operacij. Toda tukaj je težava. Nič od tega ni jasno opredeljeno. Kaj sploh šteje kot oviranje? In kako veliko mora biti območje, preden začne drugim državam preprečevati dostop do istega luninega ozemlja? Nihče se ne strinja, kako blizu se lahko približaš nekomu drugemu na Luni. In kar je pomembno, Rusija in Kitajska nista podpisnici sporazumov Artemis. Rusija jih je kritizirala, ker predstavljajo okvir, ki ga vodi ZDA. Kitajska ni bila povabljena k sodelovanju, deloma zato, ker ameriška zakonodaja prepoveduje NASA sodelovanje s Kitajsko. Države kot so Združeno kraljestvo, Italija, Avstralija, Kanada in Japonska so vse podpisale sporazume Artemis, a to ni presenetljivo. Te države so že usklajene z ZDA in večina ima svoje lastne ambicije glede Lune, zato so pripravljene sodelovati, da bi tja prišle. To ni nič novega, vesolje je vedno zahtevalo mednarodne dogovore. Pogodba o vesolju iz leta 1967 je določala, da mora biti vesolje miroljubno in da mora koristiti celotnemu človeštvu. A tukaj postanejo stvari nekoliko nejasne. Skoraj vsaka država lahko trdi, da njene dejavnosti koristijo človeštvu, tudi če v resnici koristijo predvsem njej sami. Kasnejši poskus, sporazum o Luni iz leta 1979, je šel še dlje. Zahteval je, da se Luna uporablja samo v miroljubne namene in da se njeni viri obravnavajo kot skupna dediščina človeštva. Vendar se ta sporazum nikoli ni zares uveljavil. ZDA, Kitajska in Rusija ga niso podpisale. Kaj torej to pomeni za nas? No, če bi ZDA lahko odpravile vse pomanjkljivosti v svojem programu in prve prišle na Luno, bi si lahko zagotovile prednost in začele postavljati pravila. To bi bilo naravno, saj bi ZDA lahko rekle, da so dosegle tehnološko premoč v korist vseh. Toda ZDA se zdaj mrzlično trudijo. Vsaka napaka v misiji nam daje več časa, da tekmeci razvijajo svojo pravno arhitekturo in objavijo konkurenčna pravila. Oni bi imeli prednost. Dejstvo je naslednje. Besede uporabljene v teh preteklih sporazumih o koristih za vse človeštvo trenutno niso realne. Geopolitika ne deluje tako. Najbolj uporabnih delov Lune ne bodo določali papirnati dogovori. O njih bo odločala prisotnost na sami površini. Kdor prvi pride, ostane najdlje in vzpostavi prisotnost, bo postavil pravila, ki jih bodo drugi kasneje sprejeli. Zato je morda geopolitični konflikt v vesolju neizogiben. Toda najprej mora nekdo zgraditi bazo in to ne bo lahko.